Začetek leta 2017 se je začel izjemno tragično. Na novega leta dan je Abdulgadir Mašaripov v carigrajskem nočnem klubu pričel streljati in ubil 39 ljudi. Turške oblasti so kasneje pojasnile, da je napadalec deloval v imenu Islamske države. Manj kot teden dni kasneje je prišlo do novega strelskega napada. Esteban Santiago, ki se je z ameriško vojsko boril v Iraku, je na Floridi streljal na potnike na letališču Fort Lauderdale in ubil 5 ljudi. Tudi on je motiv za svoje dejanje našel pri islamskih skrajnežih. 18. januarja je prišlo do hude tragedije v Italiji. Snežni plaz, ki ga je sprožila serija potresov, je zasul priljubljen zimski hotel in ga deloma porušil. Med ruševinami je življenje izgubilo 29 ljudi. Nepričakovana otoplitev Pacifiškega oceana je v Peruju povzročila hude nalive, ki so sprožili številne plazove in napolnili rečna korita. V poplavah je umrlo več kot 100 ljudi, več 10 tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. 22. marca je na Westminsterskem mostu v Londonu Khalid Masood z avtomobilom zapeljal med pešce in ubil 4 ljudi, kasneje pa z mačeto ubil še policista. Nadaljevanje morilskega napada so mu preprečili policisti. 3. aprila je na vagonu podzemne železnice v Sankt Peterburgu odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo 14 ljudi. Samomorilski napadalec je bil Akbarjon Jalilov iz Kirgizistana. 4 dni kasneje je prišlo do napada tudi v Štokholmu. Uzbekistanec Rakhmat Akilov, ki je predtem neuspešno prosil za azil, je s tovornjakom zapeljal trgovino in pri tem ubil 4 ljudi. Karim Šaufri je 22. aprila streljal na policiste na slovitih Elizejskih poljanah v Parizu in pri tem ubil enega policista ter ranil še 2, preden je tudi sam padel pod streli. 22. maja se je zgodil nov brutalen teroristični napad. Med sproščeno zabavo na koncertu pop zvezdnice Ariane Grande v Manchesteru je 22-letni Salman Abedi detoniral bombo. Življenje je izgubilo 22 ljudi, med njimi mnoga mlada dekleta. 3 islamski skrajneži so 3. junija s kombijem zapeljali med pešce v Londonu, zapustili vozilo in se podali na morilski pohod po ulicah. Preden so jih ubili policisti, so vzeli 8 življenj. Manj kot 2 tedna kasneje se je v Londonu zgodila nova tragedija. V zahodnem delu mesta je zagorela stolpnica, v požaru je umrlo 71 ljudi, med njimi številni otroci. Kasnejša preiskava je pokazala, da je tragediji botrovalo več napak pri gradnji in vzdrževanju stolpnice. Ogenj je bil usoden tudi za 64 ljudi, ki so življenje izgubili med gozdnim požarom na Portugalskem. Portugalski premier Antonio Costa je požar označil za največjo tragedijo v zgodovini države. Nov teroristični napad se je zgodil 17. avgusta, tokrat v Španiji. Teroristična celica je izpeljala napad v Barceloni, kjer je umrlo 16 ljudi, več kot 100 jih je bilo poškodovanih. Konec avgusta je Teksas zajelo najhujše neurje v zadnjih 50 letih. Tropska nevihta Harvey je povzročila hude poplave in terjala življenje najmanj 11 ljudi. V avgustu je več tisoč pripadnikov manjšine Rohingja bežalo iz Mjanmara v Bangladeš. Povod za eksodus je bilo maščevanje mjanmarskih oblasti zaradi serije napadov upornikov iz vrst Rohingj. Septembra je na Atlantiku pustošila Irma, ena najhujših tropskih neviht v zadnjem stoletju. Med divjanjem po karibski regiji je povzročila ogromno gmotno škodo, vzela več kot 100 življenj in tisoče pregnala z domov. Puerto Rico je konec septembra razdejal orkan Maria. Življenje je izgubilo najmanj 43 ljudi, orkan pa je povzročil ogromno škodo na komunalni infrastrukturi. Prebivalci so bili več tednov brez elektrike in vode. Prizadeto območje je 3. oktobra obiskal ameriški predsednik Donald Trump. 1. oktobra se je zgodil najhujši strelski napad v sodobni ameriški zgodovini. 64-letni Stephen Paddock je z okna hotela Mandalay Bay streljal na obiskovalce glasbenega festivala in pri tem ubil 58 ljudi. Skozi bes in žalost zaradi nesmiselnega nasilja so nekaj tolažbe dale zgodbe o številnih pogumnih posameznikih, ki so tvegali svoje življenja, da bi rešili druge.
Združene države Amerike so bile že slab teden kasneje priča novi tragediji. Tokrat je znova udarila narava. V hudih požarih na severu Kalifornije je umrlo najmanj 43 ljudi, približno 100.000 ljudi je bilo potrebno evakuirati. 31. oktobra, tik preden so se številni Newyorčani odpravljali na praznovanje noči čarovnic, je v New Yorku prišlo do terorističnega napada. Uzbekistanski priseljenec Sajfullo Saipov je s poltovornjakom zapeljal med pešce in kolesarje in pri tem ubil 8 ljudi. 15. novembra je argentinska mornarica izgubila stik 44-člansko posadko podmornico Ara San Juan. Mornarica je sprva verjela, da gre zgolj za težave v komunikaciji. Kasneje pa se je izkazalo, da je resnica veliko bolj tragična. Na pogrešani podmornici naj bi prišlo do eksplozije, podmornice in mornarjev pa še do danes niso našli. Na severnem Sinaju v Egiptu je prišlo do terorističnega napada, ko je več oboroženih moških napadlo vernike v mošeji in pri tem ubilo več kot 300 ljudi. Indonezija je zaradi nevarnosti izbruha vulkana Agung zaprla mednarodno letališče na Baliju in odredila evakuacijo več kot 100.000 ljudi v okolici vulkana. Agung sicer ni izbruhnil, vseeno pa novega izbruha še vedno ni mogoče odpisati. Konec leta je vrata zaprlo Mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu. Po obtožbi balkanskega klavca Ratka Mladića je za največ drame poskrbelo sojenje nekdanjemu poveljniku bosanskih Hrvatov Slobodanu Praljaku. Ta je ob izreku sodbe popil strup in kasneje tudi umrl. Kljub številnim tragičnim zgodbam je 31. decembra, tako kot je to že običajno, svet zajel val optimizma in upanja. Prevladovale so želje, da bi leto 2018 prineslo več lepih in prijetnih zgodb.